Lepo pozdravljeni. Danes se bomo podali na prav posebno potovanje, da bi odkrili eno temeljno skrivnost, ki si jo delijo prav vsa živa bitja. Kaj je tista iskra, tisti nekaj, kar loči živo od neživega? Pa poglejmo. Začnimo z vprašanjem, ki se zdi čisto preprosto, ne? Na eni strani imamo skalo, na drugi vrtnico. Oboje je del narave, ampak eno je živo, drugo pač ne. Kaj točno je tisto, kar jo ločuje? No, odgovor ni vedno tako očiten, kot se morda zdi na prvi pogled. V redu, pa se poglobimo v to. Biologi so določili nekaj ključnih lastnosti. Recimo, živa bitja se razmnožujejo. Imajo presnovo, to pomeni, da nekaj vzamejo iz okolja in nekaj vanj tudi vrnejo. Seveda se odzivajo na dražljaje, kot se recimo sončnica obrača proti soncu. In seveda izmenjujejo pline, kar vsi poznamo kot dihanje. Ampak, če hočemo zares razumeti bistvo življenja, moramo pogledati veliko bližje. Pravi odgovor se namreč ne skriva v tem, kar vidimo s prostim očesom. Skriva se v svetu, ki je za nas popolnoma neviden. In tu je ključ do vsega. Celica. Čisto vsako živo bitje, ali z drugo besedo organizem, od najmanjše bakterije pa do največjega modrega kita, je zgrajeno iz celic. Ampak celica ni le nekakšna opeka, je najmanjša enota, v kateri se dejansko odvija življenje samo. No, in to življenje se v osnovi pojavlja v dveh oblikah. Na eni strani imamo enoceličarja, kjer ena sama celica upravlja čisto vse naloge. Na drugi strani pa smo mnogoceličari, recimo rastline, živali, mi. Zgrajeni smo iz milijard specializiranih celic, ki delujejo skupaj. Pa poglejmo zdaj pobližje dva glavna načrta za mnogocelično življenje. Čeprav sta si rastlinska in živalska celica v osnovi precej podobni, imata nekaj res ključnih razlik, ki opredeljujejo cela kraljestva življenja. Preden pa ju damo pod drobnogled, na hitro spoznajmo glavne igralce znotraj celice, tako imenovane organele. Imamo jedro, to so možgani operacije. Celična membrana deluje kot vratar, ki odloča, kaj gre noter in kaj ven. Mitohondrij je prava mala elektrarna, potem pa sta tu še dva specialista, ki jo najdemo predvsem v rastlinah. No, poglejmo si to primerjavo. Vidimo, da si obe celici delita jedro, membrano in mitohondrije. A tukaj postane zadeva res zanimiva. Samo rastlinska celica ima trdno celično steno za oporo in kloroplaste, to so njene majhne sončne elektrarne. In prav ti dve lastnosti sta tisti, ki v resnici določata, kako drugače živijo rastline in živali. V redu, zdaj vemo, iz česa so celice. Ampak kako pa vsa ta mašinerija sploh deluje? Celice so namreč nenehno v pogonu in zato potrebujejo ogromno energije. Kako jo torej dobijo? Glavni proces se imenuje celično dihanje. In tako je eno opozorilo, to ni isto kot dihanje s pljuči. Gre za kemični proces, ki se dogaja v prav vsaki naši celici, tako živalskih kot rastlinskih. Natančneje, v tistih malih elektrarnah, mitohondrijih. To je proces, ki hrano spremeni v uporabno gorivo. Primerjava z elektrarno je res na mestu. Tako kot mesto potrebuje elektrarno, da lahko vse deluje, tako vsaka celica potrebuje svoje mitohondrije, da lahko sploh opravlja svoje naloge. Brez njih bi se življenje, kot ga poznamo, preprosto ustavilo. In recept za celično dihanje je presenetljivo preprost. Celica vzame hranila, jih s pomočjo kisika razgradi in pri tem se sprosti energija. Kot stranski produkt nastane ogljikov dioksid. Torej kisik noter, ogljikov dioksid ven, vmes pa nastane energija, ki poganja vse. In tu pridemo do velike razlike med živalskim in rastlinskim svetom. Medtem ko moramo živali hrano poiskati in jo pojesti, imajo rastline eno prav neverjetno supermoč. Svojo hrano si lahko namreč ustvarijo kar same. In ta supermoč se imenuje fotosinteza. To je verjetno najpomembnejši proces na našem planetu. Rastline s pomočjo sončne energije, vode in ogljikovega dioksida iz zraka ustvarjajo energijsko bogat sladkor, ki je njihova hrana. Pa poglejmo, kako to gre korak za korakom. Najprej rastlina s koreninami vpije vodo. Iz zraka vzame ogljikov dioksid. V kloroplastih, tistih sončnih panelih, se s pomočjo sončne svetlobe sproži reakcija, ki ustvari sladkor, hrano za rastlino. In pozor, pri tem nastane za nas izjemno pomemben stranski produkt – kisik. V redu, zdaj smo se potopili v mikroskopski svet. Ampak, poglejmo širšo sliko.
Povežimo vse te drobne procese nazaj v naš vsakdanji svet in poglejmo, zakaj je vse to sploh pomembno. Morda se vse skupaj sliši kot neka zapletena biologija, ampak zakaj bi nas morali brigati ti drobni motorji v celicah? Zakaj je razumevanje celičnega dihanja in fotosinteze v resnici ključno za vse nas? Pomislimo za trenutek na nekaj najbolj osnovnega, kar počnemo neprestano, pa se tega sploh ne zavedamo. Vsak, ampak res vsak posamezen vdih je mogoč samo zaradi energije, ki nastane pri celičnem dihanju. Energija, ki omogoča, da se naše mišice skrčijo za ta vdih, prihaja iz milijard mitohondrijev v naših celicah, ki v tistem trenutku delajo s polno paro. V redu, ampak celično dihanje za svoje delo potrebuje gorivo, potrebuje kisik. Od kod torej pride ves ta kisik, ki ga vdihnemo vsakih nekaj sekund? Tako je, od rastlin. Kisik v zraku, ki ga nujno potrebujemo za življenje, je v resnici odpadni produkt procesa, s katerim si rastline ustvarjajo svojo hrano. Gre za popoln krog življenja, za popolno simbiozo. In to nas pripelje do končne misli. Celično dihanje in fotosinteza nista dva ločena procesa, sta dve plati istega kovanca življenja. In če smo prav vsi, od najmanjše travne bilke do človeka, zgrajeni iz istih osnovnih delov in odvisni od istih temeljnih procesov, kaj nam to pove o našem mestu v svetu in naši globoki povezanosti z vsem, kar je živo?